Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novem podcastu Večer uživo smo. Z novo navdihujočo vsebino in odlično sogovornico. Govorili bomo o auri, elektromagnetnem polju, nekakšnem energijskem plašču, ki ovija naše fizično telo. Kakšne informacije o njem nosi aura, kako poteka njena diagnostika in kdaj jo je dobro narediti. Govorili pa bomo tudi o moči zvoka in o tem, kdaj se je dobro okopati v blagodejni zvočni kopeli. Dovolj razlogov, da ostanete v naši družbi. Prijazno pozdravljam raziskovalko življenja in duhovnosti, Vesno Kamenšek. Živjo, pozdravljena. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Rekla sem raziskovalka življenja in to ti počneš že od nekdaj, ne? Od malega. Že od nekdaj, ja. Že od nekdaj sem v bistvu se rodila za zavedanjem, da so stvari lahko drugačne in zakaj niso drugačne. Nisem se zadovoljila z odgovorom ali pa z, bom rekla, navodili, to se dela tako, to mora biti tako. Vedno sem hotela vedeti, zakaj se ne bi naredila drugače oziroma zakaj mora biti to tako, kar so vsi rekli, ne? Ker običajno ne razmišljamo širše, ampak ponavljamo neke naučene programe in vzorce in niti ne vprašamo, zakaj je to tako, kako bi lahko bilo drugače ali je to sploh prav. In seveda tega znanja, ki si ogromno, tudi dosti certifikatov imaš, ogromno metod si še spoznala tega duhovnega raziskovanja. Ampak praviš, da vsa ta znanja mora posameznik prilagoditi sebi. Ne veljajo vsa univerzalno za vsakogar, ne? Vsak ima svojo pot. Vsak ima svojo pot in rada primerjam z, v bistvu primerjave so mi dobre, ker dajo širše razumevanje tega, ne? Dejansko vsak sestavlja sliko svojega življenja in kot mozaik, kot drobne kamenčke, potem ta spoznanja, ki jih dobiš seveda z raznimi delavnicami, knjigami, pa pravzaprav s tvojim življenjem, raziskovanjem življenja samega, z odnosi, ko se učiš preko teh praktičnih, bom rekla, preizkušenj, ne? Si sestavljaš neka znanja, neka spoznanja in si sestavljaš svojo sliko, greš po svoji poti. Zato dejansko ni šablon, ni primerjav, ne moramo se primerjati, ne smemo se primerjati in najboljše, kar je, ne rabimo se primerjati, ker je vsak unikat. S tem, da nismo samo v tem življenju prišli na svet tudi z določenimi informacijami, ne, z določenimi zapisi, dednimi informacijami oziroma zapisi, rečemo, ne. Ampak nosimo s sabo tudi generacije nazaj, zapise naših rodov. Koliko si rekla? 7 rodov? 7 rodov nazaj nosimo, to so znanstveniki oziroma zdravniki odkrili nekaj, komaj kakšnih 30 let nazaj, ne vem točno, kdaj so se začele 40, zdaj ta podatek ni točen, z presajanjem organov, ne? In takrat so ugotovili v bistvu celični spomin. Dr. Kristjan Gostečnik je tudi ogromno govoril o tem, preko celičnega spomina, se pravi, ko so ti zamenjali nek organ, se je spremenil tvoj odnos do hrane, glasbe, nedoločene stil oblačenja in tega. Ja, to pomeni, takrat so odkrili ta celični spomin, ki ga mi dejansko nosimo kot informacijo, ne. Zraven tega, to je kompleksna zadeva. Nosimo tudi kolektivne vzorce, kolektivne zavesti, ne? Države, v kateri smo se rodili, kulture, potem pa tudi osebne kolektivne vzorce in družinske kolektivne, oziroma neosebne družinske kolektivne vzorce. Tako da. To je res znanja. Po marsikaj bi se lahko spustili in pogovarjali, ampak mi se bomo danes, ker smo omejeni s časom, dotaknili aure, kot sem rekla, in zvočne kopeli z kristalnimi posodami v nadaljevanju. Pa me najprej povejva, boš gostja festivala Zdravje in obilja 6. marca v Mariboru. Vabimo vas na ta dogodek, celodnevni dogodek bo. Dobrodošli z odličnimi gosti, med njimi je tudi naša Vesna Kamenšek. In Vesna, ti boš tam merila auro. Prej sem že omenila, kar je aura, zelo tak na grobo sem rekla, da je neki energijski plašč, ki nosi zapise o našem fizičnem telesu, zdravju. Pravzaprav je aura dejansko
dejansko več plasti avre sestavlja ta naš, rečemo, zaščitni ovoj, zaščitni plašč. To je naše mentalno telo, naše fizično telo, naše čustveno telo, naše astralno telo, naše duhovno telo in dejansko v teh plasteh avre to se odslikava tudi, ker dejansko avra vsebuje tudi te naše miselne konstrukte, naše miselne vzorce, prepričanja, se pravi, vemo, da ima avra določeno barvo, in dejansko tudi prevlada teh sistemov prepričanj, teh sistemov mentalnih, čustvenih in vseh ostalih, se odraža potem v barvi avre. Ampak naša Kirlianova kamera, za katero mi merimo avro, teh barvnih plasti ne kaže. Tukaj lahko vidimo, da dejansko se samo avra pokaže meritev za Kirlianovo kamero, ki poteka preko tega majhnega aparatka in softverja, ki podpira seveda programske opreme, ki podpira to izvedbo. Mi skeniramo konice prstov, potisnemo v to odprtino. Na našo konico prstov se sprosti čist nežen električni impuls, ki ga mi niti ne zaznamo, in ta aktivira odboj fotonov, se pravi elektronov, in se ustvari taki v bistvu elektronski oblak. Pomeni, da se pravzaprav slika ta barvni sij, rečemo mu korona. In preko tega se poskenira vseh 10 prstov in se ta skeni se prenesejo v te sisteme, ki so napravljeni po metodi kitajske tradicionalne medicine in tega ajurvede, in dejansko se preko teh parametrov potem pokaže oziroma izriše avra našega celotnega sistema, kjer pa tu lahko malo pogledamo. Tukaj se vidi dejansko, kako je naša avra, ali je naša avra zdrava, ali je naša avra prekinjena, ali recimo ta si, tudi jakot sija, energijski, se pravi moč sija nam pove, kako močno energijo imamo. Potem tukaj se kaže dejansko tudi naš nivo stresa, nivo sproščenosti, potem se pravi naš nivo energije se pokaže, potem leva in desna uravnoteženost organov. In če pogledamo, potem dobimo na 24 straneh domov poročilo in si lahko podrobno preberemo vse te parametre, ki so lepo razloženi. Tukaj se pokaže zdravstveni status trenutnega zdravstvenega stanja. To ni zdravstvena diagnoza, to moramo poudariti, ampak je samo podpora, mogoče, da pogledamo, kateri organi, ker nam tudi ta analiza tega na koncu izpiše, kateri organi ali sistemi naši so potrebni mogoče pozornosti. Dejansko pa moramo reči to, da se tako kot smo govorili o avri, vsaka avra se spreminja 1000-krat na dan, se pravi čakre potujejo levo in desno in se avra spreminja. Dobro je vedeti, da dejansko vsaka misel, vse vpliva na naše energijsko stanje, kar se potem pokaže tudi v naši avri. Tu se pokažejo recimo energijski, potem se pokaže ravnovesje leve in desne strani našega telesa. Na hitro bomo zdaj šli, se pravi energijska uravnovešenost. Tukaj se izriše graf teh, se pravi ta področja, ki so svetlo obarvana, so v balansu, v ravnovesju, ta področja, ki se izpostavijo, pa dejansko pomeni, da smo v nekem disbalansu oziroma v trenutnem neravnovesju glede leve in desne strani našega telesa. Čakre večkrat na dan spremeni, to praviš. Večkrat na dan se spremeni. Mi, če želimo si nekako ustvariti eno, bom rekla, tako bolj realno sliko, pomeni, da si avro slikamo 2-3 krat in takrat dejansko vidimo 4-krat, ne vem, različno. Že
prvo slikanje avre nam pokaže osnovno informacijo. Tako. Našega, se pravi, trenutnega fizičnega stanja, trenutnih duševnih procesov, stanje naših čaker, teh naših energijskih centrov, središč, ker te stanje naših čaker nam pa tudi pove, kako so pretočne, se pravi, koliko so velike ali so majhne v primerjavi, se pravi, te spodnje tri so zemeljske, zgornje so naše intuitivne, povezane z našim višjim jazom, višjim zavedanjem, srčna, ne, je v sredini, povezuje oboje in dejansko nam pove, recimo, lahko imamo to čakro v nesorazmerju ali pa recimo po velikosti zelo večjo, recimo v primerjavi z naslednjimi čakrami. Ne. Ta nesorazmerja se kažejo, se pravi, tiste čakre, ki so manjše, ki so nepretočne, ki oddajajo manj energije, ki nas manj podpirajo, ne, ker nas dejansko podpirajo pri realizaciji tega, kar mi želimo, ali pa nam kažejo na mogoče neke spreminjanje oziroma potrebo po spreminjanju mentalnih vzorcev. In seveda so čakre povezane tudi vsaka čakra je povezana z notranjim organom in vsaka čakra je potem povezana tudi z žlezami, z notranjim izločanjem, z notranjimi organi in dejansko je vsaka čakra povezana tudi z našimi podzavestnimi neustreznimi ali ustreznimi prepričanji. Ne? Tukaj gre recimo, tukaj to je zelo kompleksno, to je res zelo kompleksno. Dejansko, ko hočemo delati na recimo, če bi rekla prva korenska čakra je dejansko rdeče barve, je nekako predstavlja našo zmožnost materializacije, služenja denarja, predstavlja našo tisto elementarno energijo, moč, ne. Recimo ta druga ali spolna čakra je povezana z našo ustvarjalnostjo, je povezana z odnosi, se pravi s partnerskimi odnosi. Ta oranžna predstavlja tudi radost in tudi krivdo, ne? Je povezana z temi občutki krivde. Seveda se te stvari velikokrat na nezavednem, ne? Mi dejansko jih ne prepoznavamo kot nekaj, kar bi lahko pozdravili oziroma popravili. Ampak slika avre nam potem pokaže, kateri mogoče ti aspekti so potrebni ozavesti, spremeniti, ne? Ker to pa potem imamo potem pa razne postopke, kako mi gremo v aktiviranje čaker, pretočnost, povečanje čaker, se pravi spreminjanje naših mentalnih vzorcev, čustvenih blokad in vsega tega. Ne? Ta recimo solarni pleksus, rečemo, je povezana so tudi naši drugi galaktični možgani, povezana je tudi z želodcem, z prebavo, to je ta rumena, ne? In dejansko nam povezana je tudi z našim delom, dejansko je predstavlja tudi odnose, ki jih imamo, ne? Ker recimo na fizičnem nivoju lahko rečemo, prebavljamo hrano, ne? Na psihičnem nivoju pa prebavljamo odnose in čustva in tako naprej, ne? Zelena srčna čakra, vedno ko je recimo karkoli je zelena predstavlja ljubezen, ne? Ampak mi dejansko izhajamo najprej iz ljubezni do sebe. Vedno izhajamo in gradimo ljubezen do sebe. Osnovna ljubezen in dejansko iz tega nadgrajujemo potem več kot ljubezni, aktiviramo in zgradimo do sebe, več lahko razdajamo tudi drugim. Ne? Potem grlna čakra, vemo, da je to povezano z zaščitnico, modre barve, je naša prva čakra, skozi katero se mi v življenju materializiramo, manifestiramo, izražamo, se pravi izražamo, kaj hočemo. Bolezni ščitnice so ponavadi povezane tudi z to grleno čakro, absolutno, se pravi ne izražati sebe, ne živeti sebe, dušiti sebe, ne? Potlačiti sebe. Dejansko te potem duši v grlu. Dejansko te potem duši. In vemo, to že pa poznamo recimo tudi
ko imamo angino ali pač vnetje grla, si damo moder šal, se pravi modro barvo, ker modra tudi blaži vnetje. Ja, lahko se podpremo tudi z zeleno. Zelena je samo zdravljenje. Rdeče ne damo, ker rdeča enostavno aktivira vnetje, se pravi, pospeši vnetje. To je bilo zanimivo, ko smo bili na vikend za dušo, je ena prijateljica moja imela vneto grlo, ne, in je imela rdeč šal in zanimivo, 2-krat ga je izgubila, pa ni vedela intuitivno, kako dela intuicija. Ne. Tretjič pa ga potem sploh ni našla in mi smo potem povezali, zakaj. Seveda, ker je imela vneto grlo in si je dala še rdeč šal, potem je ena druga dala moder šal, pa še pač je naredila ta reki in ona je bila drugi dan zdrava. Ampak ja, včasih nam telo dejansko se zgodijo kakve stvari in mi sploh ne vemo, zakaj. Ona je šal izgubila 3-krat, ne. 2-krat ga je našla, tretjič pa ga ni smela najti, ker ji je dražil in pospeševal to vnetje in ga izgubila. Potem je ta naša, se pravi, ta tretje oko, naše tretje oko, to je naša intuicija, naša jasnovidnost in povezanost tudi z božanskim, kar je pa dejansko predstavlja tudi ta koronska čakra, ki pa je povezava z višjo zavestjo, z višjim jazom. Ja, kaj pomeni na tej strani, ne? Ekstremno desno, če pogledamo sliko. Ne? Ekstremno desno predstavlja krivdo, kazen, se pravi obtoževanje, to se zdaj na splošno povedala. Ne? Ekstremno desno, koronska čakra pa pomeni, ne? Se pravi, ekstremno levo bi pomenilo lahko počenjam, kar hočem in ne bom kaznovan, ne odgovarjam za to. Druga skrajnost, ekstremno desno pa pomeni, moje probleme bo rešil Bog. Se pravi, zaupanje v višjo silo in na nek način je treba ozavestiti, da je potrebno akcija v smeri reševanja določenih situacij. Se pravi, vsako odstopanje iz tiste osi čakra, vsako odstopanje levo in desno ima svoje sporočilo. Tako, ekstremno levo, ekstremno desno, ne, tu se ne vidi, tukaj imamo ta zelen pas in v tem zelenem pasu dejansko nihče na svetu nima poravnanih čakr. Vedno, to so čudovito poravnane čakre. So velike, so krasne. Ta je pravzaprav skoraj zdaj tu ne morem, ker ni poročilo, ker nimam tistega programa. Ko klikneš na določeno čakro, se ti izpiše vse, ne? Tudi povezava s katerim elementom, kateri aspekt fizičen prevladuje, kateri čustven aspekt prevladuje, miselni vzorci, kolika je energija, glavnem podrobno vse. Mi samo gremo zdaj tako na hitro. Se pravi, s tem slikanjem aure dobimo vse te informacije. Vse te informacije dobimo z tem slikanjem aure in nam te informacije tudi povedo, na katerih, se pravi, področjih potrebujemo podporo, aktivirati energije in seveda tudi kako. Dobro, kako bom rekla, dobimo osnovne napotke, seveda se pa moramo, ker je to res zelo široko področje, se pa, če želimo poglobljeno analizo, potem vzamemo, recimo, izvajajo, jaz tega ne delam, ne, ampak imajo centri slikanja aure, imaš programe, kjer dobiš poglobljeno analizo, tudi vse te, bom rekla, imaš fizične vaje za aktivacijo čaker, mentalne vaje, priporočena hrana, priporočena barva, ki jo zbiramo. To je že tako v povezavi s tem, to je že tako v povezavi zvok, se pravi drža rok, aktivacija energije, to je ena mala znanost. Tudi potencialne spremembe na fizični ravni se lahko v bistvu slikanje aure pokaže, ne? Nek potencial za razvoj neke bolezni ali pa nekega... Ja, gremo naprej. To se pravi, to so zdaj to je razlaga teh čakr. Ja, v bistvu tudi to diagnostiko nudi, ne? Ja, to so ti bioritmi, to zdaj ne bomo niti gledali, to imaš po teh meridijanih, ja. Zdaj pa pogledamo samo, kje imamo tisto zdravstveno stanje, smo ga pa preleteli. To se pa, če tako povemo. Ja, lahko povemo. V glavnem, v našem avričnem polju se 2 do 3 mesece pred fizično
boleznijo pojavijo simptomi, pojavijo znaki. In to so tisti parametri, ki zelo odstopajo. In če mi ponovimo slikanje avre, recimo 2-3 krat, tam ostane nespremenjeno, oziroma ta parameter izstopa. Ta parameter izstopa. In še zanimivost, delali so primerjave oziroma raziskave, da se nekdo, ki ima raka in nekdo, ki razmišlja intenzivno o raku, dejansko pokaže enako stanje. Ja, sej, zato ker se fizične bolezni manifestirajo na podlagi naših mentalnih, čustvenih vzorcev in se potem manifestirajo v bistvu v energijskem, najprej so na energijskem nivoju in to pokaže analiza oziroma merjenje avre, pozneje se pa manifestirajo. Seveda, če jih ne spremenimo in nič ne naredimo v stilu, ne spremenimo načina razmišljanja, ne spremenimo prehrane, ne spremenimo v bistvu aktivnosti načina življenja, se dejansko potem manifestirajo na fizičnem nivoju. Lahko bi rekli, Vesna, da se vse začne pri misli, ampak dobesedno, ne? To, kar zdaj spoznavamo, kakšno moč imajo naše misli. Mislim, da je zdaj ta čas, ki prihaja, vedno bolj ozaveščamo vsi, da se resnično zavedamo, da butično izbiramo oziroma opazujemo. Jaz rečem, tukaj je naš kompas, ko se mi počutimo slabo, rekla bi to občutenje. Takrat, ko se počutimo slabo, bi samo morali se zavedati, nisem usklajena z izvorom. Se pravi, ko sem usklajena z izvorom, sem radostna, sem zadovoljna, sem dobre volje, vse ostalo pustimo je zunaj, programe in kolektiva in kako bi se moral počutiti slabo, gled, kakšen je svet, bi se moral počutiti slabo in dejansko tudi vse te misli, vsi ti občutki, vse to sploh ni tvoje. Sploh ni tvoje, ti se samo povezuješ z temi informacijami in s temi energijami in če si v zavedanju, jih takoj zavestiš in greš pogledat in jih spremeniš. In naša grlena čakra je pa tista, ki udejanja, dobesedno manifestira. Se pravi, to, kar preko miselnih konceptov in govora mi kreiramo našo usodo, rečemo. Zato bi morali kot bisere previdno izbirati besede. Če se spomniš teh starih pravljic, hudobna in pastorka oziroma zlobna pastorka in mačeha in dve hčeri, ko dejansko ena, ko gre na goro, dobi, kar je dobra, dobi darilo in vsake besedi pade iz njenih ust biser, pade metulj, pade čudovita roža, druga, ki je bila hudobna. Kaj simbolizira to poenostavljeno rečeno? Našo srčnost, našo dobroto, našo, bom rekla, vibracijo, pozitivno, Druga je hudobna, se pravi našo negativno vibracijo, naše temne misli, črne misli, ali negativne energije, ona dobi pa za nagrado vsakokrat, ko spregovori, pade iz ust kača, ta dobra, zlobni, in pade krastača. In dejansko bi to lahko z močno metaforo uporabili. Ko govorim udejanjam in govori samo to, kar želiš izkušati. Tudi obiranje, ogovarjanje, ne potrebujemo tega. Ker takrat se vpletaš v energijo tega in že dejansko odpiraš vrata in že stopaš v to, kjer je tvoj fokus, se pravi, kjer je tvoja energija, kjer je tvoja pozornost, si ti, tja pelje pot, Misel, fokus, to kreira našo realnost, To ustvarja našo realnost. Res je, da je umetno za zdaj še, mi smo 2 do 3 minute po nasilnih raziskavah možganov, smo mi od 2 do 3 minute v zavednosti, ostalo smo na avtopilotu, rečemo v povprečju. Nekaterim to uspeva, so že zavedni že cel čas, ali pa večino dneva, ali pa vedno več je teh ljudi, ko ozaveščamo in s tem, ravno ko te stvari delamo, ko širimo to, dejansko širimo zavedanje in se počasi, ker je vse proces, ne moramo zdaj, če smo imeli, 40-50 let, takšne vzorce, takšne miselne koncepte, pa spremeniti. Ampak se opomnimo, ena taka informacija, druga, en dogodek, drugi in nam dviguje zavedanje in rečemo,
Kaj lahko naredim? Lahko naredim ogromno. Odločim se lahko, kje je moj fokus. Ali je, vse je, ne da kdo reče, ja, vse je svetni gardeland. Vse je, ne? Je dobro in slabo, ampak moja odločitev je, kam se jaz osredotočam, kaj izbiram. To ne pomeni, da zanikam, da to ni. Je, ampak jaz zavestno izbiram, da bom gledala dobro in da bo moj fokus tu in da se bom počutila dobro in da bo moja vibracija dobra. To zelo dragoceno sporočilo in bistveno in vsi smo sposobni tega, tako ni izgovorov pri tem. Ne, vsi smo sposobni, samo moramo se odučiti misliti slabo, ker dejansko velikokrat bom rekla, bi skoraj občutili krivdo, če se počutimo dobro v tem svetu, ko je v tem turbulentnem svetu, ne, ko se dogajajo, vemo, da se dogajajo kontrasti, močni dogodki tam in dejansko bi na nek način večino informacij je pa o teh moram reči, da sem zelo vesela, da vi širite te informacije v tej svetlobni smeri. Ne? Vaša hiša večer res, da ni tiste težine in te težkosti in tega. Ne? Ampak moramo reči, večina informacij je iz tega naslova. Ne? In dejansko smo mi bombardirani z temi informacijami. Naša podzavest pa vse hrani in si zapomni. Ne? Res, kaj ti spremljaš, recimo medijsko, veliko ljudi, ki vstopijo ki se odločijo, da bodo zavestneje živeli bolj kakovostno, radostno, pravi, da sploh odklopi medije, televizijo, ali pa če jih vidiš, pa se te prisluhneš, pa se te ne dotaknejo, nimajo nobene vrednosti za tebe. Že 10 let ne gledam televizije, radio moram reči, da ne poslušam, razen če me kdo upozori na kakšno oddajo, ali pa si jo grem poslušati. Drugače pa, ogromno je teh, bom rekla, Gaja je ta program, kjer so ti čudoviti učitelji, bom rekla tudi ki prenašajo ta sporočila, Joe Dispenza, ta Konstantin Korotkov ima ogromno teh tudi YouTube posnetkov, potem so zdaj mi malo nagaja to Varing Zeland. V glavnem ogromno teh informacij lahko dobiš, če jih poiščeš. Ne? Recimo na robu znanosti imaš odlične oddaje, ki gostijo odlične raziskovalce teh energij in vibracij in se pravi moč misli, prepričanj, besed. Tudi na YouTube kanalu, potem poiščeš samo ali pa ta Gaja, ko sem rekla ta program. Tukaj imaš samo te vsebine. Pri nas so pa še tudi, seveda, mislim, da je ta preprosto naravno, pa tudi klepet ob kavi in te stvari, potem ti spremljaš te programe in te informacije, pa večer živo, te sem pa večkrat na teh dogodkih. In res imamo možnosti, da zbiramo, in sploh to je zelo pomembno, da vsa ta dognanja, ugotovitve moči misli, spremenjene vzorcev imajo že znanstveno podporo. Ne? To je... Ravno sem gledala oddajo na robu znanosti, kjer je ta doktor, profesor Konstantin Korotkov, ki je v bistvu vodilni v raziskovanju tega, v Rusiji, kvantne fizike in teh v bistvu vsebin, je rekel, teh konceptov, teh vsebin, je pravzaprav zadnjič v tej oddaji, ko sem jo gledala, rekel, da stotine znanstvenikov sodeluje zdaj pospešeno, ampak niso še, ker aksiomi so v bistvu dokazane resnice, ki so potrjene z ne vem koliko tisoč primeri, in zato je potreben čas. In on je dal tako izjavo, ki je mene res pretresla, ko je uradno to dejansko na televiziji povedal, je rekel, da se bo znanost v naslednjih letih morala zelo spremeniti in da bo od uradne znanosti ostalo zelo malo. Zdaj delajo pospešeno na raziskavi spomina vode. Mi vemo, da je 75% človeškega telesa je voda. Kakšne informacije se to, kako se širijo, kaj sploh voda je, ne samo to, vse, kar obstaja, je živo. To, če se navežemo zdaj na zvočne kopeli, ki jih delam, je dejansko vse vibracija, ker vse je sestavljeno iz, mi smo se v šoli učili elektronov,
atomov in zdaj ne vem, kaj so najmanjši fizikalni delci, v glavnem niti kvarci več, neki subatomski, ne vem, tu nisem, to zdaj ne vem. Ja. V glavnem, vse se giba, ne? In dejansko naše uho, če bi rekli spekter sluha, naše uho recimo lahko zdaj teh podatkov uradno ne vem, niti niso zame pomembni. V glavnem mi slišimo en spekter sluha, ne? Ostalo dejansko mi zaznavamo kot vibracijo. Okay. In ampak vse vpliva na nas, ne? In vsaka stvar, vse kar obstaja, ima svojo vibracijo. Mi jo zaznavamo, določeno vibracijo zaznavamo, zvok je slišna vibracija, ki jo mi zaznavamo, ne? In te kristalne sklede, jaz igram samo na kristalne sklede. Dejansko, zakaj? Nekaj časa sem na mentalne in mentalne so iz 7 kovin in aktivirajo bolj zemeljske čakre. Ja, dobro. Te kristalne so iz silicijevega sulfata in kristalne strele in nosijo višjo vibracijo in dejansko aktivirajo, se pravi, vse čakre, tako, ampak bolj aktivirajo te zgornje čakre, našo povezavo z našim zavedanjem, višjim zavedanjem, ne, višjim jazom in seveda aktivirajo veliko pozitivnih sprememb na vseh področjih. Ne. In zvok, tako kot je recimo so barve, tako je zvok, vse vibrira na določeni frekvenci in dejansko tudi naši organi imajo vsak določeno frekvenco in dejansko ta frekvenca preko meridianov in nadijev, kakor slab reke potuje v bistvu do naših organov, do naših celic in jih temu bi lahko rekli tudi zvočna masaža, jih tako trese, šejka, se pravi harmonizira jih in tam, kjer so te čustvene blokade, se pravi, kjer so energijski zastoji, si lahko predstavljamo, da se v bistvu zvok zaletava, razbija, tako je, in hoče harmonizirati, se pravi, hoče pretočnost narediti. Zato tudi ni nujno, da so vedno te kopeli zvočne prijetne, ne. Lahko se zvok z intenziteto zaleti in dejansko povzroča kakšne senzacije ali tesnobo ali kakršenkoli pritisk ali karkoli čutimo, pač ni nujno, ampak dogaja se, marsikaj lahko čutimo kot prijetno, lahko pa tudi se recimo v teh zvočnih kopelih, ko jih delam, smo že delali recimo z eno prijateljico od moje hčere in je rekla, bomo naredili eno zvočno kopel, ne, nič. In naredimo in takrat je v bistvu ona razrešila odnos z svojim fantom, ki se je rešila na grd način, jokala kot dež, ona na njega ni mislila že 10 let, ker je že več kot 10 let, ker sta šla na razen in takrat se je prikazal ta odnos in ta, v bistvu se je odvil ta, pa nihče ni govoril o tem. Pravi, pritisnejo, odprejo, harmonizirajo, zacelijo lahko na vseh nivojih. Fizičnih, mentalnih, čustvenih. Delala sem tudi eni punčki, ko je imela mali 3-letnik, ko je imela... Tudi za otroke, no? Tudi za otroke, je. Je imela nočne more vsak teden, par dni. In so poklicali me, sem naredila, to včasih še jaz ne morem verjeti, ne? Ker vem, da je potem so po enem letu prišli še s sinom, ko je imel te v bistvu napade dušenja zaradi šole, ker je šel v 1. razred, ne? In sem potem vprašala, kaj je bilo. In samo ena zvočna kopel, enourna, je za punčko bila dovolj, da nočnih mor več ni bilo, ne? Ker zvok tudi reže. Ne? In v tem našem avričnem telesu reže tudi o tem, kadaj Pretmer govori, miasme, pa ne vem, vse not v teh, in jih počisti. Ne? Dogaja se, pravzaprav zvok za svojo lastno visoko inteligenco vstopi tam, kjer mora vstopiti sam in se dogaja, kar se ima za dogajati. Ne? Mislim, tudi sebi te kopeli privoščiš oziroma da se izvajaš? Dejansko vse to, kar delam zaradi sebe. In to samo delim. In to samo delim. Jaz sem pred 3 leti, zdaj bo 4 leta tak iz čistega padla in si zlomila hrbtenico s kolesom, na polno energije, ne? Ampak dobro, ne vemo, zakaj je to dobro. Ne? Rečemo, da je vse dobro. Pa je v večjih primerih potem vidimo tudi, da je. Ne? Jaz sem si recimo, ko mi je delala potem prijateljica, je ta refleksoterapeutka, kjer me je prijela, ko mi je refleksoterapijo delala,
so bili to prerezani te energijski kanali in ti centri. In dejansko, ki me je prijela, je bil krč, je bila bolečina, je bilo neznosno. Ne. Potem je ona naredila 2 te refleksoterapiji, pa enih 6 mesecev nič. Jaz sem pa vmes igrala in potem pride po 6 mesecih in rečem, Helena, narediš mi 2-3 terapije. In pravi, kje si bila, kaj si delala? Jaz sem rekla nič, jaz nisem se spomnila na zvok. Ne. Pravi, ti imaš boljšo pretočnost, nič, kjer me prime, nič. Pravi, ti imaš boljšo zdravstveno stanje in pretočnost kot marsikdo, ko je popolnoma zdrav. Ja. In jaz sem rekla, res nisem povezala to tako, ker sem zdaj v tem procesu tudi vsega tega raziskovanja, kaj se to je. Ne? In ona tudi raziskuje te stvari, je rekla, to je zvok. Podprl, pa tudi imela sem sum na gloko, se pravi zeleno mreno. In sem že vedela, ko sem šla, ko sem 3-4 leta igrala, sem šla na pregled z Ginom. Prej sem ga pa 4 leta recimo hodila vsako leto na testno kontrolo, da pokaže. Ja, krasen je, jaz ga imam zelo rada. Ga bomo tudi demonstrirali, da ga bomo potem na koncu, da bodo tudi lahko naši poslušalci oziroma gledalci ga doživeli. Ja. In tudi na dogodku Večer v živo bomo deležni te zvočne kopeli, ne? Ja. 6. marca. Pa me zanima še zdaj, počasi greva proti koncu našega najnega klepeta. Jaz bi bila še tudi ure v jutri zjutraj, ampak smo časovno omejeni. Vesna, pa me zanima, ker en slogan naših podcastov je vsebine in dogodki navdihujejo. Kaj tebe navdihuje? Vem, da je ogromno stvari v življenju, verjetno, da bi zdaj lahko, ampak če strneva, kaj je tisto, kar te dviguje, kar te poganja, kar te radosti? To je z eno besedo, lahko rečem, življenje. Življenje. Vseh otenkih, vseh otenkih raziskovanje življenja. V teh subtilnih, se pravi, v teh energijskih, teh skritih ali pa rečemo teh informacij, ki jih nikoli nismo dobili nikjer, ki jih nismo pogledali. Enih drugih aspektov, odzadij vsega tega, kaj so vzvodi naših prepričanj, naših občutkov, naših delovanj, naših izbir, bom rekla, odnosov recimo, ker vemo, ne pademo v življenje, ne dobimo navodil za uporabo in potem preko teh vzorcev, ki smo jih dobili, s katerimi smo bili pravzaprav programirani, ki sploh niso naše, že to, kar smo govorili, ne, od recimo družine, ki je primarna tista matica, ki te programira odnosov oče, mama, kjer dobiš vzorec svojega moža, pravzaprav predstavo o ljubezni in tega skozi to iskati oziroma preseči, spremeniti in skreirati življenje tako, ko ga želim jaz. Svobodno, se pravi v radosti, v ljubezni, v takih enih v zdravju, pravzaprav v svobodnem življenju, ne v vlogi žrtve, ker naša zavest oziroma naš sistem programira nas, se pravi, mi živimo vlogo žrtve in smo v vibraciji pomanjkanja, ne? Sploh se ne zavedamo, nas drži v tem, ne? In se sploh ne zavedamo vsega tega izobilja zemlje, ki rodi, ki daje, ki samo daje, življenja, ki nas podpira na vsakem koraku, tudi s temi stvarmi, ko jih dobimo, ko bi rekli, zakaj se mora to meni zgoditi. Ne? Nam dejansko življenje da, ampak mi ne vidimo. Če smo pripravljeni se obrniti v to smer, pogledati, kaj mi življenje sporoča, kaj mi da. Ti da toliko daril, ne? Toliko biserov ti nasuje, ampak moraš se obrniti v, tako kot smo rekli, v tisto smer. Kaj lahko tu zavestim, ne? Kaj lahko tu spoznam, pa tu končati, ker tu nikoli ne moreš spoznati vsega. Kaj lahko z tega naredim, ne? Kaj lahko z tega naredim najboljše? Ker vedno lahko, ne? Vedno lahko. In svet je tako čaroben, ne? Čeprav je reinkarnacija na Zemlji ena izmed najtežjih, ne? V to materialno gostoto, ampak dobro je, da se zdaj iz te vibracije
Se pravi, če gledamo galaktični cikl železne dobe, Ja, to se dvigujemo. nekaj. Ja, če gledamo, v bistvu jaz rada gledam zgodovino Zemlje iz galaktičnega vidika, ne iz zemeljskega. Zemeljski je čisto drugačen. Ne? Če pa pogledaš iz galaktičnega vidika, pa je to ena druga zgodba. Ja, Tako. in se zdaj premikamo v katero se rekla? Zdaj gremo v zlato dobo. Ne? Krasno. Ampak kaj to pomeni? To dejansko pomeni samo to, da se dvigujemo v Zavest. srce, v zavesti, v obilje, da dejansko se zavedamo, da smo vsi povezani, ne? Da si drug drugemu, kaj je slovenska, tipično slovenska, bom rekla, mentaliteta in zavist. Ne? Ja. Ampak kaj zavist pomeni? Zavist pomeni globoko v sebi, v nezavednem, jaz tega nikoli ne morem imeti, Aha. meni to ne pripada Tako. in zato smo zavistnik. Ampak s tem drugem, ampak s tem sebi zapiramo obilje. Če pa se resnično želimo in razveselimo za drugega, ne? Pa Njegovega uspeha in rečemo, jaz bi tudi, kako pa bi jaz to, je izhodišče, se pravi, izhajam iz pozicije moči, ne izhajam iz zavesti žrtve Tako in nemoči. in nemoči. Ne? In dejansko, ko bomo tako začeli drug drugega podpirati, ne? In si privoščiti in reči, zato nekako je tudi to namenjeno, kar jaz širim, da dajem to, kar sama prihajam do teh spoznanj, da dajem tudi v svet, ker jaz vedno rečem, ne, če so vsi okrog mene super, sem jaz odlično, če so vsi okrog mene slabo, jaz ne morem biti super. In zato želim, da so vsi okrog mene dobro. In od nekdaj sem želela živeti v harmoniji. To je bila ena moja neka taka res močna, mogoče bolj močna potreba kot pri drugih, živeti v harmoniji in v radosti. In se veselim in mi srce zaigra, ko vidim nekoga, ki je vesel, ker me s to njegovo lepo energijo poboža in še meni daje. Ne? Hvala, Vesna, za vso srčnost in svetlobo in za zelo lepa sporočila. Vesela sem, ker se bomo videli na večeru v živo na Festivalu Zdravja in obilja 6. marca v Mariboru. Karte vas že čakajo v prizidku večera in na Eventimu. Več o podcastih Večer v živo in o dogodkih Večer v živo najdete na spletnem naslovu večer.com/v in na Facebook strani Večer v živo. Čez nekaj trenutkov bomo slišali še tudi to zvočno kopel, se bomo malo okopali. Zdaj pa z vami sem bila Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Hvala.
Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.